Ker ne rečejo, Ciril ne zna voziti, ne, Jample ste rekli, zna voziti. Ej, kako pravijo, ki je po tleh moker, je samo še bolj zabaven. Zdaj, lahko je biti pogumen, ker je to en drug, ne? Ker pa prije do tebe, sploh če ne razpolago kakšen orank avto, pa moraš pa ni več zajebancije, pa je pa treba preveriti. A je res še bolj zabaven takrat, ki je mokro? A ti avto pokažem, ker tole bo danes pa nekaj posebnega. Jaz še vedno trdim, da je moral biti nekdo za trenutek neprišteven, da mi je v takem vremenu dal ključe od tega avtomobila. Stari, končno, po več kot 5 letih rajcanja je Alpine prišla v Slovenijo. Jaz ne vem, koliko ti veš o tej znamki, pa ne vem, koliko ti veš o avtomobilu za mojim hrbtom, ampak naredi si uslugo. Pejt malo pogooglati. Jaz ti bom povedal pa, te najbolj pomembne stvari. To, kar gledaš, je Alpine A110. Zdaj pa pejmo po vrst. Zato, ker variante so kar 3. V vsakem primeru Alpine poganja 1,8 litrski bencinski motor, podoben, praktično enak, kot tisto Megane RS. Motor je nameščen sredinsko, pravzaprav točno tukaj spodaj, pod šipo, pod tem pokrovom. In pri navadni izvedenki, kar ta ni, razvije 252 konjev, to je že kar velik, glede na to, da je vse skupaj prenešen na ta zadnja kolesa. Pa jaz piskam kolesa. No, potem obstaja izvedenka A110 GT oziroma GT, to že malo vemo, kam pes tacom vli. Gre za izvedenko, ki je malo bolj usmerjena v udobje, materiali so malo bolj, malo več usnja, tudi podvozje ne bi bilo malo mehkejše nastavljeno, še vedno je to, da se razumemo, pure driver's car. Veliko bolj strogo, avtentično vozniških avtomobilov na celem svetu sploh ni. Alpine je namreč med drugim ta avto razvil tudi v sodelovanju z Lotusom. Za Lotus pa veš, da to je vozniška dinamika za bogove. Masa je razporejena takole, poglej, 44% celotne mase sloni na sprednji in 66% na zadnji osi, ker je povsem logično, ker je motor namontiran nad zadnjo os. Pri tem avtomobilu boš hitro opazil še en dodatek, to je pa aeropaket. Sestavlja ga tale spoiler tukaj zadaj, pa front lip, poglej, oba sta seveda sestavljena iz carbon fiber. V idealnih pogojih, pri zelo visokih hitrostih, nos potiska tla dodatnih 60 kg, zadnji, tukaj govorimo pa o 80 kg. No, zdaj pridemo točno do tega avtomobila, tole je izvedenka S. Ti strehe sploh še po rajtu nisem, Lightweight stari, celoten avto je seveda pristaš tega, da so vse komponente zdizajnirane posebej izmišljeno na to, da boš v čim lepš, čim lažji, čim bolj lahkotno čez ovink. Zato natehta dosti več kot tono 100. Motor nad zadnjo osjo pa uspe na kolesa spraviti okroglih 300 konjev. Zdaj pa še enkrat zračuni, ne? Tono 100 pa 300 konjev. Na zadnja kolesa. Pri takšnih gumah gre za praktično pol slajke. Cel dan se vozim po mokrem, pa že zdaj lahko povem, da je oprijem izreden. Sicer pa, če so razmere idealne, do 100 rab samo dobre 4 sekunde. Ampak, a ti veš, kaj je bistvo Alpinke? 300 konjev, super. 4,2 do 100, super. 260, 270 na uro, odlično. Ampak point Alpinke je to, kako se pogovarja z voznikom, kako komunicira in kako te pele, če ste zavite dele. Jaz imam enega prijatelja, velik ljubitelj avtomobilov že praktično cel življenje. Veliko hitrih je že imel, še več jih je pelal. Na hitre avto se pravzaprav zelo dobro spozna. Ampak ob sodobnih športnih avtomobilih ga vse prevečkrat slišim reči, pa stari, to je tako, kot da bi ti spočel s kondomom. En filter je vmes. Je fajn, ampak ni to. No, to je pa avto brez filtra. Meni se tako zdi. Zato sem ga povabil sem, deževati je začel. Super, še boljš. Vprašal ga bom, če je sposoben sesti za volan, ker v tem avtomobilu prav veliko prostora ni. Jaz sem vesel, da sem odprl vrata, zato ker tukaj noter se potopiš v kraljestvo Alcantare. Dirkaški feeling je prisoten povsod, ne samo na volanu, tudi na sedežih, zelo malo usna, veliko Alcantare. Školjki izgledata precej agresivno, dirkaško trdi, ampak v resnici je tale sedež zelo udoben, drži zelo dobro
dober. Pa tega smo od školjk pri športnih Renaultih že vajeni, z Megano RS-ov, konc koncev tudi z Clio RS. A ti pokažem, kaj vidim? Poglej, pred nogami sovoznika je po dirkaškem vzoru tale aluminijasta plošča, da imaš kam za nasloniti noge, ko je treba zabremzati. Alcantare, poglej, je povsod velik, tudi tukaj zgoraj na vrati, pa celotna armaturna plošča je prešita, prekrita z dno. Tukaj na vrh še nekaj ogljikovih vlaken, pa tukaj spredi tudi, poglej. Zelo lepo izstopa tudi tale lebdeč sredinski greben, na katerem je zelo velik rdeč gumb start-stop, pa potem zbirnik smeri, drive, neutral, pa reverse, pa za odpirati šipe, pa električna ročna, pa tukaj spodaj odlagališče. Valjda je sicer prav veliko prostorov v kabini ni, prtljažnika sta tudi dva, prostornina obeh skupaj, tam švoh 200 litrov, lej, en je tukaj zadnji, tega bom takoj pokazal. Noter prva pomoč, ruzak, pa nekaj več dosti prostora, pa še spredje en. Poglej, tole sem hotel še pokazati, prosto stoječ zaslon vmesnika, 1, 2, 3, 4, 5 stikal, vsi 4 žmigovci, varnostna elektronka, start, stop, off, odklent, zaklent, pa ugasniti vmesnik, tudi to, evo, stanje pripravljenosti, recimo. Volan je dirkaško navdahnjen, valjda spodaj porezan, tukaj imaš vklop športnega programa, lej, prilagodijo se tudi števci. Takole, pa avto postane glasnejši, ful začne nabijati od ozadja ven, ful lepo poka. Vse skupaj postane malo bolj, se veš, koliko je pri teh voznih programih. Malo bolj je pozoren, malo bolj je pripravljen skočiti, ker je 300 konjev. Dobro gre, res gre dobro, veš, ker ni težek, ne? Zdaj, on bo kmalu tukaj, jaz veliko časa nimam, uvoznik me je prosil, Ciril, prosim, bod previden s tem avtomobilom, pa bod previden z gumam. Sem rekel, seveda, in sem prav vesel, da je zunim okrog, ker je pol, se veš, material manj trpi, ali jaz bom kar izklopil tole varnostno elektronko. Najprej popusti nos, logično, tudi zato, ker gume niso ogrete, sem prepričan. Vidiš? To je ena od specifik avtomobilov z motorjem, ki so nameščeni sredinsko. Zato, ker je pol ta dinamika, ko grejo stvari narobe, oziroma ko si na meji, je čisto drugačna, kot takrat, če imaš motor spredaj. Zato grem pa jaz tako rad na Vransko ali pa sem v Sloveniji vasi, zato ker dobim odličen poligon, kjer lahko stvari peljem malo dlje, kakor bi si jih upal na navadni cesti. Še naj pa se veš, hashtag maline, predvsem pa ne spomnim se, kdaj sem nazadnje vozil avto z bolj odzivnim neposrednim krmiljenjem. Kaj boš naredil? No, le kaj je naredil? Zavrti se je. Kako avti hitro ugriznejo, ne? Tale volan. Jaz nisem še nikoli Lotusa pelil, ampak pravijo, da je zelo podoben, če ne še boljši. In to je največji kompliment, ki ga ti strogo vozniškemu avtu sploh lahko daš. Lotus, podobno kot najbolj športne izvedenke Porsche, slovijo po zelo intuitivno naštimanih volanih. Tukaj govorimo pa že malo telepatiji. To je tista avtomobilska čarovnija, ki ji kdo ne verjame, ampak jaz sem pa true believer. Jaz sem v bistvu klepetan z inženirji, pa z vsemi tistimi testnimi vozniki, ki so tukaj noter sedeli stotine tisoče ur, da so tega Alpine pripravili, da so ga preštimali do tega, da se jaz lahko pol v avto režim. Evo ga! Da vidimo, da je 1,70 m. Zdaj name naštiva. O, mami. Čak malo. A dol on kaj gre, čaj? Ne, to je to. A je dosti prostora za to? Ja, čak malo, da vidimo. Čakaj, a si se naštimal? Sem se. Je pa tako, ne bi ga. Tudi, ko sem si lase pobril med korono, bi bilo zdaj v redu. Zdaj pa. Ti dobro, da nismo v 80-ih, ki so se topirali tipe. A veš, da sem jaz pošten, kako včeraj padel? Kva pa je bilo? Sound je dober, ne? Se špegla ne ramo od zadnjih benga. Sad se nič tudi ne vidi. Kaj je taka šibica? A, takole, prdijo. Lušna pista, kle pa lahko prišli gledati dirkat. Ne, feeling je top, tako, ko ga čutiš. Meni ta sound... Daj prešalti na sport. Pošiljka bo drugač. No, kje daš šport? Tukaj na volanu. Ja, to je žur. Malo ti je všeč. Aha. Ne veš kaj, avto mi je ful všeč, no, smo si najjasni. Meni, seveda, čim jaz not moram tako sedeti, Ja, vem, ja. sem že nervozen, ne. Sam ti si skoraj 2 metra, ne? 97, ja. Bil sem 97. A si že? Nisem več. Zdaj si pa samo že takrat, ko si čupo Zdaj narediš. sam skrb še lesem. Krmiljenje pa moraš reči, da volanje pa dobro. Je. Ker volanje meni highlight tega Bremze so avtomobila. mi top, bremze Bremze so mi primejo v šusu. Za Lego ne morem govoriti, ker ne poznam ta asfalt, da si kar orank, ne.
ti, pa lep izdelki, a ne? A ta avto? Ja, pa detajli štimajo, pa vse. Kajman je res lepo narisan, je kar direkten konkurent. Direkt? Ja, je. Tudi po dizajnu. Če pa malo tako, Ja. gremo rock'n'roll, ne. Ne, malo je bolj fuknen, ne. Pa se je prav, da tako meni je všeč, Ne, meni je tudi da všeč. so malo predrzni. Karakter ima, no. Ti ga kar špone, se ti zaupam. Ampak bolj, da ga ti razbiješ, kaj jaz. Aha, bolj, da se to tebi zgodi, kaj meni, ne. Ker ne rečejo, Ciril ne zna voziti, ne Jamblesterjak ne zna voziti. Pazi, klepa ne smeva, štege so bile dosti. Enkrat ga vzem v šel na Kras malo. Ja, to je pa druga stvar. To bo prav uživala. Ok, kaj smo se naučili? Nič, vidimo, da tudi dvometraž noter sede, da mu bo všeč, ma da je to sem malo pričakoval, zato ker, come on. Konc koncev pa, stari, še sonček se je naredil. Dober dan. Pa adijo tudi. A ja, se meni zdaj cena, mislim, da dobrih 74, za tega ta hudga. Za ostale pa malo manj. Pet pogled na net. Lepo se mej. Ajde, čau.